spet jaz, Srebrousta tukaj. Danes se vam javljam z eno zelo posebno izredno novico. In sicer od jutri, to je 14. aprila 2020, boste lahko pralne pleničke kupili v Hoferju. Ta novica je še toliko bolj izredna pa posebna, zaradi tega, ker je ta preboj na trgovinske police, sploh tako velike verige kot je Hofer, uspel celo slovenskemu proizvajalcu. Govora je seveda, če ste spremljali malo medije, o podjetju Ups, kjer so bili tako prijazni, da so mi poslali tole pleničko, da vam jo lahko predstavim že prej. Takole izgleda še zaprta, neoprana, zapakirana. Poleg te sem dobila pa še eno prototipsko, ki je pa že bila preprana in s tem pripeljana do največje možne vpojnosti, zato da vam lahko dam resnično preverjanje informacije o tem, kako se plenička obnese. Tako kot ste videli, plenička pride s takimi papirnatimi navodili za uporabo, gor so tudi navedeni materiali, načini zapenjanja, prav sam postopek previjanja, vse deklaracije, ki jih rabite vedeti, kontakt. Takole pa zgleda sama plenička, ki verjamem, da vas že kar pošteno zanima. In sicer gre za vse v enem pleničko, kar pomeni, da je še najbolj podobna tistim za enkratno uporabo, sploh s temle zapenjanjem na ježke. Bolj enostavno kot tole skoraj ne gre. Je pa tudi univerzalne velikosti, kar pomeni, da lahko nastavljate po tehle višinskih pritiskačih in nekako plenička raste skupaj z vašim otrokom. Ima kar 4 nastavitve velikosti, 1, 2, 3 na gumbke in 4, ko je čist razprostrta. Tako da deklarirana je nekje od 3 kg pa pol vse tja do 15. In res glede na kroj, na tole ozkost med nogicama, bi rekla, da res nimate kaj zgrešiti tudi pri ta drobiških. Če pogledamo pobližje, se dotaknemo samega materiala. Tako kot ponavad je na zunanji strani 100% poliester oziroma pul, nepropusten material. Tale je še posebej mehak, pa tako, malo bolj propusten mi deluje, malo bolj zračen, če sem čisto iskrena. Noter, če pleničko odpremo, pa zgleda takole. In sicer, ta nepropusten material, ta pul, je prešit z spet 100% poliestrom, ki deluje na način stay dry, se reče. Se pravi, odvrača vlago od ritke k notranjosti, kjer je sam upojen material oziroma vložek. V tem primeru gre za 77% bambusa in pa 23% poliestra, tako da je res zelo mehak, lahko si upam, da se tole kaj vidi, ampak tako zankasto je in res prijetno naredko. Fino mehak, prav nič trd. Je pa prišit samo na hrbtni strani, spredaj se pa takole odpre, to je pomembno, potem bom povedala za vzdrževanje. Zraven lahko dodate pa še dodaten vložek oziroma booster iz istega materiala, se pravi 77% bambus pa 23% poliestra. Lahko ga date vzgoraj, spodaj, na sredino, tukaj imate res veliko možnosti igranja in pa prilagajanja vašemu otroku. Recimo punčkam se da ponavadi bolj od zad, fantkom bolj od spred, tam kjer več lulajo. Zdaj, meni je ta različica z dodatnim upojnim vložkom zdržala kar 3 ure pa pol, in mislim, da je še bilo malo lufta. Lahko bi po mojem še pol urce pustila, ampak ne rada, puščam toliko časa na ritki, tako da bi rekla nekje 4 ure vam bo pa tole zdržalo. Kar se samega vzdrževanja tiče, je čisto enostavno, pere se lahko celo na 90 stopinjah, ker je ta pul deklariran za pranje na 90. Bi pa opozorila samo na ježke, in sicer preden zabrišete pleničko v stroj, je treba ježke tule zacahniti. Takole prepolovite in pritrdite na drugi ježek, da se drži, in na tej strani isto. Se pravi, krilce samo zapognete. Zato, da se vam ne bi ježki ob kakšne vložke ali pa kakšne druge stvari, s katerimi perete, prijemali. Ko sušite, tale vložek razgrnete, s tem res pospešite čas sušenja. Drugače, hlačke so zelo hitro suhe, ker pa gre za upojen material, kot je bambus, pa rab malo dlje. V bistvu kot neka standardna vse v enem plenička se suši. Mogoče najbolj, da vam kar pokažem, kako se z njo previja, da se lahko na lastne oči prepričate, koliko je enostavno. Takole plenička zgleda ob svitsterku. Preprost odpremo. Takole,
Jaz bom za tale namen uporabila še dodaten vložek. Zdaj mogoče za referenco Svitzer Knus konfekcijo 74. Tale zadnji rob bomo poravnali s popkom, recimo da je tlele. Pripeljemo pleničko pod rito. In pripeljemo še ta sprednji del naprej. Lažje mogoče, če najprej pripeljemo vložke, potem pa še samo pleničko. Razprostremo, najprej en ježek, potem ta drug. Zdaj, jaz imam na malem svetovidu in na Svitzerku, kakor vidite, na tretji nastavitvi višine. Zdaj bom samo malo elastike popravila na notranjo stran, tako da se ne vidi upojnega materiala, ko gledate, vidite, tudi tega poliestra se ne sme videti. Samo zasukam takole in pripeljem odvečen material navzgor. S prsti grem spodaj, od zgoraj nad robom se jih lahko dotaknem. Tako da imate malo boljšo predstavo. Ne pozabiti na te kotičke, zato je meni res luštno, kadar je še ta tretji pritiskač tlele, se mi zdi, da več materijala pobere navzgor. Tako da vidite, kako lepo pod popkom pride ta sprednja elastika in pa tudi od zadaj je nadrito elastika, tako da tule res nič ne tišči, prav fajn je. Spredaj preverim še, da imam za 2 prsta prostora od popka do same pleničke, zato da otročka ne bi tiščal. Kar je pa tudi fajn tlele razvidno, je to, da tudi, ko se bo otrok prepogibal, bo tale blago šel čez elastiko in ne bo tale rob kakorkoli rezal v kožo otročka. Vidite lahko tudi, koliko malo prostora zavzame, gibljivost je res optimalna. Takole tudi, če grem s prsti, vidite, da res ni tega materijala veliko, pa je še dodaten vložek noter. Če pogledamo še ritka, tudi ni zdaj ne vem kako napihnjena, da bi bil tle material ali pa kakršnakoli zbuklina. Tako da super plenička tudi za kakšno telovadbo ali pa kjer rabite večjo gibljivost otročka. Snamemo, lahko že na tej točki zapognete tele ježke, da se ne bodo v pranju prijemali. Hop, takole. Ni se treba niti dotikati notranjega dela, kjer je polulano ali pa pokakano. Vržemo v koš, kjer shranjujemo plenico in damo drugo pleničko gor. Zdaj pa še tisto, kar verjetno marsikoga najbolj zanima, to je seveda cena. In sicer boste za tole vse v enem pleničko v Hoferju odšteli samo 19,99 €, kar je res ugodno glede na to, kaj dobite. Za tele dodatne vložke, kjer dobite pa 3 v kompletu, boste pa odšteli 9,99 €. Tako da super upojna kombinacija skupaj, tudi za ta največje polulančke, se mi zdi, da res dostopno za vsako gospodinjstvo. Je pa plenička, sploh v tej obliki s tem krojem, na voljo samo v Hoferju. Ne morete jo dobiti na www.ups.si, ampak je treba iti fizično po njo. Res upam, da jo uspete dobiti in se prepričati na lastni oči, na lastni ritki od otročka. Tako, jaz sem res vesela, mi je prav žal, da takrat, ko sem jaz začela z temle pralnim pleničarstvom, ni bilo pleničke na voljo fizično v kakšni trgovini. Se mi zdi, da bi bilo veliko enih stigem odpravljenih, tudi ne samo od nas mladih staršev, ampak tudi kakšnih starih staršev, znancev, ki si mislijo, da mi povemo, boh veš čem. Tako da se mi zdi, da to definitivno korak v pravi smeri, sploh v časih, ko smo se znašli, se mi zdi odlično od Hoferja in seveda za proizvajalca, da je najdu rešitev, kako razmišljati tudi za prihodnje generacije, malo bolj trajnostne rešitve. Tako da to bi bilo iz moje strani za danes to. Jaz upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil, dajte stisniti tudi prst gor. Če imate kakšno vprašanje, bi mi radi kaj povedali, mi napišite v komentar dol. Če pa mislite, da še komu prav pride tale video, če bi radi videli tele pleničke stalno v Hoferju, pa podelite tale video naprej, da ga vidi čim več ljudi. Mi se pa vidimo kmalu.